bom govoril o vsem, kar drugi ne bojo govorili danes. Se pravi, o prehrani ne bom nič govoril, ker je že Marko. Ne bom govoril oziroma bom čisto malo o etiki govoril, ker bo Jadranka o etiki, pa o prehrani to, kaj jemo, pa to bo pa potem Maja. Tudi jaz ne bom nič. Vse drugo bom probal zapomniti. Torej, veganstvo. Večina ljudi verjetno misli, da je veganstvo, pri veganstvu gre za prehrano, ne? Zato, ker podobna beseda, veganstvo, vegetarijanstvo, ne? Ampak ni čist res. Ne? Veganstvo, mogoče najkrajša definicija za veganstvo je etični odnos do živali. In zakaj to govorimo kar naprej o prehrani? Ne? Zato, ker zaradi prehrane na tem planetu v rokah ljudi umre največ živali. Približno 99%, tisti 1% pa zapolnijo druge stvari, recimo kot gojenje živali za krzno, usnje, poskusi na živalih, v zavetiščih in tako naprej. Ne? In zato se mi tudi trudimo, ne? 99% časa porabiti za prehrano iz tega razloga. Ne? In ja, rad bi povedal, da veganstvo nima veze z nobeno duhovnostjo, lahko ima, ne? Ampak samo po sebi nima veze. Je samo to, kar sem rekel, ne? Etični odnos do živali. Nima veze s politiko, nima veze z levico, nima veze z desnico. To ni umetnost, to ni verska sekta, ne vem, kaj ne še rečem, no, to morate izklopiti. Veganstvo je to, kar pač je. In zdaj bom začel malo z zgodovino, tako da si boste predstavljali. Večina ljudi spet misli, da veganstvo to obstaja nekaj 10 let, mogoče max 20, ne? Ampak obstaja že dlje. Sama beseda vegan obstaja zdaj 74 let. Beseda, ampak ideja veganstva obstaja pa že veliko dlje. Samo da se ni imenovalo veganstvo, ne? Ampak ideja o neškodovanju drugim živim bitjem, ne? Ki čutijo bolečino in si želijo živeti, obstaja pa že odkar imamo zapise. Ne? In zapisi segajo tja približno 500 let pred našim štetjem in v Grčiji in v Indiji. Veste, veliko hindujcev je vegetarijancev in pač skozi zgodovino, ne, je bilo veliko oseb, so se skušali izogibati povzročanju trpljenja živalim. Veliko je bilo tudi celo krščanski minihi so bili, eni vegetarijanci so budisti, džajnisti, če poznate, no. Hočem samo povedati, no, to ni nova stvar. In tukaj bi povedal, no, vegetarijanstvo, ta beseda je pa bila iznajdena, oziroma prvo vegetarijansko društvo je bilo ustanovljeno 1800, če se motim, 47. In približno 100 let pozneje, pa 1944, so pa ustanovili prvo vegansko društvo v Londonu, ki se je v bistvu odcepilo od vegetarijanskega društva, ker so se razlikovali od njih, da niso uživali jajc, niso uživali mleka zaradi etičnih razlogov, ker iz etičnega vidika je uživati meso, jajca, mleko zelo podobna stvar, rezultat je enak. Ne? In to je Vegan Society in to je pa Donald Watson, no, on je z njem na čelu so se odcepali in ustanovili vegansko društvo in on je postavil to prvo neko definicijo veganstva. Se pravi, veganstvo je način življenja, ki teži k izključitvi, kolikor je mogoče in izvedljivo vseh oblik krutosti in izkoriščanja živali za prehrano, obleko in druge namene. In tole je zelo pomembno, ne, v oklepaju, ker da razumete, da tukaj ne gre za neko religijo, gre za to, da če nekdo pomotoma stopi na pajka, to ne pomeni, da ni vegan ali pa kaj takega, ne? Pač, kakor se le da, ne? In ja, Slovensko vegansko društvo je pa bilo ustanovljeno 2012 in ta veganski izziv je v kontekstu veganskega društva in tudi ta dogodek je organiziralo Slovensko vegansko društvo. Ja, in zdaj ne bom nič težil s prehrano, samo to bom povedal, ne, še enkrat, stališče znanosti o veganski prehrani, ki ga podpirajo najuglednejše organizacije, največje prehranske organizacije. Ne samo to, da je veganska prehrana primerna za vse stopnje razvoja človeka, se pravi od dojenčka do starostnikov, do doječih mater, nosečnic, fizično aktivnih
športnikov. Ne samo to, ampak lahko prepreči določene bolezni, kot so diabetes tipa 2, določene vrste raka, srčno-žilne bolezni, debelost in z njo povezane bolezni. Ali pa, če povemo drugače, lahko tudi rečemo, da vsejeda prehrana je povezana s povečanjem tveganja za srčno-žilne bolezni, povečanjem tveganja diabetesa in tako naprej. Če bolj iz pozitivnega vidika štartamo, gledamo stvar. In kot ste videli tukaj, pod temi institucijami ni slovenskega ministrstva, ni slovenskega inštituta za ni inštituta za To je pa zato, ker, kot sem že prej povedal, tukaj so samo ugledne organizacije napisane. Ja, in zdaj bom probal iti skozi na hitro še ekologijo. Verjetno veste, da prehrana vpliva ne samo na življenje in trpljenje živali, ne samo na naše zdravje, ampak tudi na naše okolje. In verjetno že nekaj tazga veste, če ste tukaj, ampak gremo na hitro skozi. Vsi avtomobili, vsi tovornjaki, vsi avtobusi, avioni, ladje, kaj imamo še, vsa prometna infrastruktura nima takega ogljičnega vtisa samo kot živinoreja. Se pravi, ogljični vtis, se pravi, ne ogreva toliko ozračja. Ampak kolikrat slišite o avtomobilih, kako onesnažujejo, kolikrat pa o živalih. Mimo grede, to si nisem sam zmislil, to je vse, tako kot Marko, jaz tudi vse govorim na podlagi večjih organizacij in peer-reviewed raziskav. In v tem primeru je to iz poročila United Nations, Združenih narodov. Tretjina kopnega se je spremenila v puščavo, glavni razlog je to živinoreja. 30% kopnega dela planeta zaseda živinoreja. Kaj še to misli, kako, kje, se niso samo krave posod, ampak ja, tretjino je izrabljenega kopnega za živinorejo. Se pravi, da tudi, recimo, gojijo razno žito, recimo koruzo, sojo za živali. Ko se vozite po Sloveniji in vidite koruzna polja, to ne pojemo vse vegani zjutraj, cornflakes. To pojedo živali, se pravi, tretjino kopnega. Grozno, ne? Vsak ta slajd posebej, jaz mislim, da je posebej, da vsakega, ki mu je mar za okolje, je dovolj, da postane vegan. Samo en slajd se lahko zberete, sam jih je veliko. 70% amazonskega gozda izsekajo zaradi živinoreje. V razvitem svetu nastane 130krat več živalskih kot človeških odpadkov. Ali pa na drugačen način, če pogledamo. Ko gre vse jedec na WC, ko prav je, tako bi bilo fair, da pogleda nazaj in to pomnoži 130. To je realna slika, drugače, res. In tukaj še primerjava, ni treba gledati, tukaj so kilometri, napisane, gre za to, da si predstavljate v kilometrih je izraženo, kakšen ima ogljični odtis različne vrste prehranjevanja. Tukaj vidite vsejeda prehrana, vegetarijanska, veganska. In že sam po dolžini vidite, koliko ima vsejeda prehrana večji ogljični odtis v primerjavi z vegansko. In veste, kaj velikrat kakšni rečejo, ja, ampak jaz jem lokalno. To je vsejeda prehrana, ne lokalna, to je pa lokalna. 3% razlike. Ko reče, jaz jem pa še bio, je pa še 3%. Če pa postanete vegani, lahko pridete tudi do, ne vem, mislim, da 97% lahko znižate. Tako da si bolj predstavljate te stvari, če vam kdo kaj reče lokalno. Kakšna je pa razlika? Kako? Kakšna je razlika? Med vsejedo pa lokalno pa ne? Veliko več, če možno bi jaz na koncu sicer odgovarjal na vprašanje, ampak lahko samo to, kar ste vprašali. Razlika je, da veliko več naravnih virov gre za to, da porabijo veliko več recimo fosilnih goriv za to, ampak to je še najmanj. Največ je to, da tele živali z odpadki izločajo metan in pač toplogredne pline. Ponovadi
po domač povedano, ko živinoreja prdi, no, se to dogaja. Zato, ker imajo fermentacijo noti in razne plini in tako naprej. No. Ja, in ker jih je toliko veliko. Plus to, da mora biti zaradi teh pašnikov, pa zaradi pridelave hrane, mora biti posekani gozdovi. Ne. Če pogledate od vrha dol Slovenijo, pa tam, kjer ni gozdov, je večinoma zaradi živinoreje, zaradi koruze, zaradi te stvari. No in tukaj spet še ena primerjava, ne. Če hočete zmanjšati ogljični odtis, koliko zmanjšate z določene stvarjo. In tukaj vidite vegansko prehranjevanje in tukaj vidite varčne žarnice, v katerih se je veliko govorili nekaj časa nazaj. Redko se pa govori o veganskem prehranjevanju. In vidite, brez vožnje avtomobila. Se pravi, da od danes naprej začnete sam hoditi okrog, ne uporabljate avtomobila, ne uporabljate avtobusa, boste toliko naredili. Ampak jaz raje to uporabljam, ko se vegansko prehranjujem, je bolj praktično. Ne? Pa še veliko lažje to narediti, mislim čist, no se mogo reči. In ja, še to. Evropa ne more biti samoskrbna. Ne more. To, kar radi govorijo pa po televiziji, ja, se moramo truditi, da smo samoskrbni. Ne, nekaj se moramo truditi, ker ni mogoče. Treba se nekaj pogovarjati o samoskrbi. Ker ni mogoče zaradi živinoreje. Razen, če spremenimo prehranske navade. Sploh pa eko živinoreja je lahko še bolj ne-eko kot konvencionalna. Zato, ker porabi še veliko več površine. Ne? Zato, ker eko živinoreja ponovadi se krave hranijo na primer z travo, ne? Na enaki površini zraste veliko manj kalorij trave kot na primer nekega žita, s katerim hranijo konvencionalno živinorejo. No? Fino je, da to malo vemo. No? Ja, še par efektov. Živalskih vrst, največ je zasluženo za to spet živinoreja, oziroma ljudje. 3/4 svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih, če govorimo zdaj o ribah. In tukaj še ena primerjava. Z naravnimi viri, ki so potrebni za prehrano enega vsejedja, bi lahko nahranili 20 veganov. Si predstavljate, da bi nekdo prišel do vas pa bi rekel, jaz sem našel en način, kako za 20% zmanjšam moj, ko bi rekel, odtis na naravnih virih, ali pa da 20% manj porabim naravnih virov. Bi rekel, to pa dobro, to pa že malo, mogoče bi se jaz začel tako prehranjevati. Ali pa prišel še en pa bi rekel, da jaz pol toliko naravnih virov porabim kot ti, to bi bilo že tako noro. Se pravi, da nekdo dvakrat več naravnih virov porabi. Bi rekel, to pa, ampak tu gleda 20krat. In spet, to si nisem jaz izmislil, to si izmislila Svetovna zdravstvena organizacija. Nisi izmislila, to so raziskave na to temo narejene. In etika, jaz o etiki bom čisto malo govoril, zato ker bo o tem govorila Jadranka, ki je kar prišla. Bom sam predstavil samo moj pogled na hiter. To je moj pogled na etiko, ki sloni na 3 predpostavkah, temu se reče premisa, to je tako zelo tehnično napisano, čeprav je tako zelo preprosto, to ima vsak človek tako vsem že razume, zakaj gre. In gremo skozi. Ja, pri teh premisah je tako zelo pomembno, recimo, če se prve 3 premise držijo, bi lahko rekli, da sklep tudi držijo. Sprav, živali, ki jih izkoriščamo za prehrano, čutijo bolečino in imajo željo po svobodnem življenju. To je znanstveno dejstvo. Sploh za vretenčarje je to dejstvo. Tukaj ni več govora. In vretenčarji so točno tiste živali, ki jih mi ves čas izrabljamo. To so vse živali, ki imajo vretenca. Kokoši, krave, pujsi, ribe čutijo bolečino. Eni mislijo, da se značno pijajo, kaj jih ven potegnejo. Pač nimajo besed. Druga predpostavka, jesti živalske produkte je nepotrebno. Mislim, da vam je to Marko že fino razložil, pa še prej smo videli stališče znanosti v veganski prehrani, se pravi, tukaj spet ni nobenih dvomov in škodovati po nepotrebnem ni prav, to pa mislim, da mi tudi ni potrebno razlagati, razen če kakšen psihopat tukaj.
In če te predpostavke držijo, ne, drži tudi sklep. Jesti živalske produkte ni prav. Ali pa če po domač povemo, ne, škodovati živalim, se pravi, in povzročati bolečino zaradi svojega užitka ni okej. In ja, tudi še to bi pokazal, ne. Verjetno ste opazili, da v vseh kulturah po svetu nimajo tako, recimo, da bi, recimo, da bi Kitajci tako, mi jemo borovnice, ampak jagode pa, ne moramo tega, to se, kako moraš nagražen, ali pa kaj tazga, ne. Če gledamo to levo stran, ne, ni nekih takih, ne čutijo nekega gnusa nihče, ne. Če pogledamo v desni strani, pa nekaterim kulturam se določena živila, ne, se sliši, ko rečem živila, pa kažem na živali, ne. Se pa gnus, recimo, če bo se vprašal hindujca, to je krava iz sveta žival, ne. Ne moreš tega jesti, to je noro, mislim. Bo pa jedel nekaj drugega in če musliman, pujs je nečista žival, tega se ne je grozno, In tukaj, ne vem, v Sloveniji pa ne jemo mačk, ne vem zakaj že, pač, pa psa ne, zato ker je človekov najboljši prijatelj, nekaj si izmislimo, ampak druge stvari pa jemo, ne. No, hočem reči samo to, to je samo ideologija. Ene kultura tako, druga tako, pač, kakor si izmislil, kakor je slučajna tradicija nanesla, mi vegani pa na tradicijo nič ne damo, na ideologijo nič ne damo, ampak črto potegnemo racionalno. Na desni strani so živila, ki čutijo bolečino in se zavedajo in si želijo živeti svoje življenje, zato jih ne pobijamo, ne? In zato raje jemo živila na levi strani slike. To je racionalna meja, ne? Ni tako neki jaz pa to, pa on pa tretje, ne? In ja, tukaj bom šel samo še hitro še evolucijo etike, da si boste predstavljali, ker opazil sem, da večina ljudi misli, da vedno je vse slabše, ne, kam gre ta svet, vedno bolj se pobijajo in tako naprej. Bom povedal par podatkov. Recimo, v paleolitiku je približno vsak 6., 7. človek umrl nasilne smrti od drugega človeka. To so ugotovili po, recimo, puščicah v kosteh, po strtih hrubanah, po zanki okrog vratu v grobiščih in tako naprej, ne, vse, pač razne take stvari, ne. 6., 7., vsak 6., 7. se predstavljate. V prejšnjem stoletju, ki je vsebovalo 2 svetovni vojni, vsak približno 140 je umrl nasilne smrti. Kakšno izboljšanje, ne? V tem stoletju, pa mislim, da je statistika do nekje 2012 narejena, pa vsak 3300 približno. Mi ne opazimo to, ker zmeraj vidimo v poročilih, kaj se je groznega zgodilo, recimo je izteril vlak tam, ne slišimo, danes pa na Bledu ni izteril vlak. Tega ni v poročilih, ne? Zato imamo občutek, sam slabe stvari se dogajajo, ne? In gremo še na hitro skozi ukinitev suženjstva. Pred 300 leti je bilo suženjstvo po celem svetu normalna stvar. Mi zmeraj pomislimo suženjstvo, belci, črnci. Po celem svetu normalna stvar. 300 let nazaj. To je tako, jaz si ne moram predstavljati, res. In tukaj vidite, da strmo gre navzgor, ukinitev suženjstva, kriminal nad temnopoltimi, drastično navzdol, posilstvo drastično navzdol, zloraba otrok spolna in fizična navzdol, dekriminalizacija homoseksualnosti, se pravi geji, lezbike, zmeri več dekriminalizacije, ne, da je to legalno, vegetarijanstvo v porastu, nisem dobil takega grafa za veganstvo, zato sem dal za vegetarijanstvo in tukaj bi še povedal, da za lov je vedno manj zanimanja, v filmih je vedno manj mučenja živali, in če vtipkate v Google Trends besedo vegan, vidite tale graf. Zaenkrat tako kaže skoraj, da bi eksponentno rastel. Upajmo, da bo tako šlo naprej. Skratka, tako kot bi Marko rekel, ne, tem in gremo. Tudi rastline čutijo bolečino. Rastline ne čutijo bolečino, no, tako bom začel, no. Zato, da nekdo čuti ali pa nekaj čuti bolečino, rabimo nociceptorje, se pravi živčne končiče, rabimo živčevje, da pripelje ta signal do možganov in potrebujemo možgane, da občutimo ta signal kot nek občutek trpljenja. Rastline ne morejo čutiti bolečino, tudi če bi si želeli, ampak si ne more želeti, ker nima možganov. Vse to v bistvu praktično noben ne verjame. Ne se predstavljate, da bi jaz
da bi mi prijatelj rekel, ja, veš, jaz bi ful bil vegan, ampak rastline tudi čutijo bolečine. Ne? Pridem do njega z avtom, parkiram moj avto na njegovega psa in pol on dol poteče, Dani, kva si ti naredil? A ja, ne, sem že mislil, da si na travo zapeljal. Ja, je absurdno, ne? Ja, tukaj še ena poanta, ne? Če bi rastline čutile bolečino, ne, je treba vedeti, da kako največ rastlin umre na tem planetu. Živinoreja jih pobije. Ne. Torej, živinoreja pobije ogromno rastlin. Se pravi, ne, če nekdo, če je kakšen aktivist za pravice rastlin, če ga boli srce, ko pomisli, joj, kako rastline čutijo bolečino, mora takoj postati vegan. Če se komu smilijo živali, mora takoj postati vegan. In če se komu smilijo rastline in živali, mora takoj postati vegan. Zdaj si pa zberite. Ja. Uživanje živali je stvar svobodne izbire. Seveda je stvar svobodne izbire. Greš v štacuno pa kupaš šnicel, ne? Zakaj se sploh o tem pogovarjamo? Lahko primaš nož, pa ga porineš nekomu pod rebra. Saj to tudi stvar svobodne izbire, ne? Samo je to etično ali ni etično? To je vprašanje. To smo pa že govorili, da ni etično, ne? In to je meni smešen, ker to rečejo, kako če eni tako izpadeti tako kot filozofi, stvar svobodne izbire ali pa svobodne volje. V bistvu pa vse, kar rečejo to, da jaz lahko kupam meso, zato jaz lahko kupam meso. Zato lahko jaz kupam meso. To je vse, kar rečejo. Nič ne povejo s tem. Stvar svobodne izbire. To, da nekaj lahko narediš, ne pomeni, da je etično. Ne? Ni. To je might makes right, ne? Ker ima moč to narediti. Tudi se v etiki pogovarjamo. Živali bi uničile planet, če bi jih nehali jesti. Si predstavljate, ne? Še sreča, da niso vsi vegani, ker pa bi kar krave začele okrog hoditi, ne, pa čez semafor, mi bi čakali z avtom, ne bi mogli kamor priti. Bi šli na avtobus, bi koza dol šla, ne bi mogli gorje, bi se končno zrinili, tako imem koze, bi se hodili vsez, kokoška vali jajčka, pa ribe plavajo po tleh. Ja, pa tudi to dostakrat slišam, da bi trpijo, če bi živeli do svoje naravne smrti. Ja, vse sorta. Ne, to je dobro sam prenesti na človeka, pa se pa vprašamo. Ne? Mislim, tako se je dobro vprašati, tako bolj hitro vidimo, kaj je izgovor. Pa bi to starejše, zakaj damo v dom? Seveda. Ja, in podobno, ne, tudi eni mislijo, ne, da kaj bo s kravom, če jih nehamo most. To nam bi lahko tudi razložila, kako je že imeta Alenka. Ste slišali za njo? Ona je pred časom napisala, vegani, kako ste vi naumni. Če bi vi nehali, oziroma če bi vsi bili tako kot vi, kako bi živali trpele, ne, kravi bi trpele, ker jih ne bi pomolzil. Zato je še sreča, da imamo Alenko, da jih pomolze. Ja, mislim, to je ta ideja, ne. Dajmo razmnožiti, umetno osemeniti čim več živali, da jih je tako približno tam milijardo na planetu, ne. In potem, ko imajo telička stran, ga ubiti in po neparih letih ubijamo še kravo, ker ni več produktivna, ne, zato, da ne bi krave trpele. To je ta logika. Od Alenke, ne. To je realnost, ne. Dejstvo je tukaj, ne, živali ne bi uničile planet, zato ker je vse v povpraševanju in ponudbi, ne. Če ni povpraševanja, ni ponudbe in če ni ponudbe, oziroma če ni ponudbe, tudi ne bo noben vzredil te živali, ne. In nič biti, ne bo svet postal veganski tako čez noč, ne, pa da bo pa res kar krave. Uživanje živali je naravno, to vas je pa prej že Marko matral s tem, ne. Ampak lahko še jaz ponovim, no, pač to, da je nekaj naravno, ne pomeni, da je dobro. To, da je nekaj naravno, ne pomeni, da je etično ali pa da je zdravo. To ne pomeni. Naravno pomeni naravno. Kakšna je zelena mušnica? Umetna? Naravna.
dober tek. Zdrava pa ni. Ja. Pa kakšen je tako v naravi izkopan plutonij? Radioaktivni plutonij je naraven. Si predstavljate, ti prineseš hruške, on jabolka, jaz pa plutonij, pa naredimo piknik. Eko piknik. Naraven. Ja, in tukaj skozi evolucijo smo uživali meso, to je tudi, mislim, da tudi Marko govoril, to je tudi, kako bi rekel, ena podvrsta tega appeal to nature fallacy, se pravi sklicevanja na naravno, ne. Ker smo v evoluciji jedli meso, ga moramo zdaj tudi. Vse Marko povedal, da evolucija ne naredi popolnega telesa, da bo živelo, ne vem, čim tle ali pa čim bolj zdravo. Evolucija samo skuša narediti tako telo, da bo preživelo do reprodukcije, da da svoje gene naprej, da imamo otroke, pa naprej otroke. Evolucija ne zanima, koliko bomo mi zdravi. Zdravi lih toliko, da imamo lahko otroke. To je bilo recimo v paleolitiku, so imeli ženske kdaj otroke, ne vem, pri 12 letih, ne? In to je ta primer paleodiete, ne, če poznate, no. Paleodiete, zato ko smo včasih to jedli, zato je zdaj to ful zdravo. Kaj, a zdaj ta paleodieta v bistvu omogoča, da živimo do 12. leta. Če hočemo do 12. leta preživeti, lahko jemo karkoli, lahko začnem z računalnika. Karkoli do 12. leta. Da pa živimo dlje, pa da živimo zdravo, zato imamo pa raziskave. Narejene zdaj na ljudeh. In veganska prehrana je zdrava. Ne? In človek je vse jed, še ena taka stvar. Ja, ker je človek vse jed, moramo vse jesti. Ne? To je spet ta neumnost. Ne? To, da je človek vse jed, pomeni, da je skozi zgodovino jedel vse sorta. Recimo neandertalci nekje jedel ogromen mesa, ker ni imel drugega, nekje so bili pa praktično vegani, ne vem, leto, dve nazaj je pa šla ena raziskava, da so bili ali vegani ali pa skoraj vegani, ne, kar se tiče prehrane. Neandertalci, ne. To ne pomeni, da moramo vse jesti. To je tako. Pa tukaj še ena poanta, ne. A poznate pando, medveda? Ja. On je po biološki razvrstitvi karnivor. A veste to? Karnivor pomeni mesojedec. Kaj pa je? Bambus. Se pravi, panda celo, ne, če panda, ki je mesojedec, ne, lahko je bambusove vršičke ali karkoli že je, ne, rastlinsko prehrano. To nič ne pomeni, liste. No, Boje. Ja, no pač to, da je nekaj po biološki razvrstitvi, nekaj, da v eni biološki knjigi nekaj piše, to ne pomeni, da to mi moramo jesti. Mi moramo jesti, če smo pametni, tisto, kar je zdravo, in to nam pa raziskave pokažemo. Uživanje živali je tradicionalno, se pravi, to je pa spet appeal to tradition fallacy, se pravi, zmotno sklicevanje na tradicionalno, se pravi, nekaj smo včasih delali, se pravi, da je zdaj tudi fajn. Se pravi, včasih moja mama je jedla meso, pa že 500 let nazaj so jedli tudi meso, zato je zdaj to treba jesti. Včasih je bilo suženjstvo tradicionalno, zato moramo še zdaj imeti suženjstvo, ne? Včasih so kurali čarovnice, jih moramo še zdaj malo, zato ker je tradicionalno, nostalgija, vsaj enkrat na teden, tako sred vasi, eno čarovnico, samo to, da ohranjamo tradicijo, ne? Tradicija je lahko dobra, lahko je slaba. Če je tradicija dobra, jo obdržimo, če je slaba, jo zavržemo. Humano klanje, jaz jim pa humano zaklana, ne vem, zaklane karkoli, živali, krave, karkoli, ali pa humano rejene. Kdo od vas bi tukaj bil rad zaklan zdajle? A ja, zmotil se, ja, humano. To seveda mi ni treba posebej govoriti, da to ne obstaja, zato ker vse živali, ki so recimo humano zaklane, so potem mrtvi. Eskimi nimajo druge izbire. Vsi eskimi roke gor. Lažem, da te vidim. V glavnem, to za vas ne velja. Ljudje smo na vrhu prehranjevalne verige.
A veste, kaj je prehranjevalna veriga? Tisti, ki so bolj gor, so predatorji, se pravi, jedo une, ki so bolj dol, se pravi, krokodili, ljudje, tigri smo zgor, ne, in vsi ostali so dol, ker jih jemo. In eni ljudje bi takoj postali vegani, ampak se bojijo, da bojo dol padli iz verige. Oni mislijo, da če bojo fižol pojedli, bojo dol padli in jih bo kar naenkrat nekdo začel jesti. Srednjo oči se srednjo oči se zbudijo in tako, kar tako, a ste tisti, ki v spanju, kar čutite, da padate, ne? To je to. In šibajo v avto in na petrol, po sendvič šunko, da napadejo dol, ne? To počnejo vsi, zato je okej. To pa v angleščini mislim, že reče social contract, ne? Se pravi, tako smo se zmenili, se pravi, da je okej, ne? Se pravi, etično, ne? Če smo se tako zmenili. Se pravi, suženstvo včasih stvari, če je stvar neetična, je neetična, če vsi počnejo. Pa če je stvar etična, ostane etična, kogarkoli ljudi jo počnejo. To nima veze s tem. Svet ne bo nikoli 100% veganski. Zato lahko jaz kar takoj začnem pujsom rezati vrtove. To je ta ideja. Ali pa nikoli se ne boš mogel izogniti, sigurno boš kdaj pomotoma na deževnika stopil, zato gre zdaj na šnicel. Temu se reče pa perfect solution fallacy, se pravi zmotno sklicevanje na popolnost, v tem smislu, ali pa nirvana fallacy se temu reče. V bistvu to v bistvu nihče ne sledi, ne? To samo, kadar pride vegan zraven, začnejo to govoriti. Če pomislite, ne? Če bi jaz, recimo, mene, ne vem, en Porsche, ful všeč, ne, in jaz predstavljate, da bi jaz rekel, jaz bom imel samo tega Porscheja, ampak pa skozi peš hodil. Ja, pa on me zdaj ne bilo klep, bi bil še tam, ne vem kje, Črnučah, peš moral skozi delati, ne. Pa recimo, pa vprašajte se to, ne, a si kdo reče, ne, da jaz bom živel večno, ali pa ne bom živel. To, da je nekdo živ, ne, mislim, da se nekdo vam to reče, pomeni, da je živ, ne, in pomeni, da se vam laže, ne. Dejstvo, da vam to reče, je že avtomatično, da se laže, ne. Temu se reče perfect solution fallacy. Imamo pomembnejše probleme, ljudje po svetu umirajo v vojnah, ljudje v Afriki umirajo zaradi tega, onega, zato jaz jem šunko. Ta ideja izhaja iz tega, recimo na Srednjem vzhodu šprica kri, pobijajo se, groza, vse grozno, ne. In če isto naredimo še tukaj, živalmi, kri, šprica, vse to, ustvarimo nek balans, ne, in kar naenkrat po celem svetu zavladata mir in ljubezen. Ni me razumela, kaj. To ni tako, ne. Mislim, to je prav absurdno, ne. Mislim, kakor da ti ne moreš drugim pomagati, pa si še hkrati vegan. Po drugi strani pa, mislim, te, ki to pravijo, ne, ponavadi nobenemu nič ne pomagajo, ne. Nimam časa za veganstvo. Se predstavljam, da jaz pokličem prijatelja, Živa, imaš čas, zdaj malo košarko špila, zdaj, stari, ne moreš, stoj, lik vegan sem zdaj. Te poznaj pokličem, ker nam več. Veganstvo zahteva ogromno truda, ne. Se pravi, ko prideš v trgovino, ne, je tukaj šnicel, tukaj je pa tofu, in zdaj... Bistvo veganstvo v praksi, to. Vegani se ful radi hvalimo, veganstvo je način življenja in tako naprej. Mislim, ja, teoretično lahko rečeš, ampak v praksi je pa veganstvo to, da ko greš v trgovino, namesto iz te police, nekaj od izdelkov, ki se jih prišel kupiti. Kupaš namesto iz te police, vzameš iz te police. To je v praksi veganstvo. Če to naredite 99%. Ogromno truda. Če sem jaz lahko vegan, je lahko vegan vsak. Mislim, da je Marko tudi prej Levi omenil, no, tako bom še jaz. Tudi Levi jedo meso, zato jaz jem meso, ker se počutim kot lev. Kaj vse levi počnejo? Levi, recimo, če se hoče pariti samico, ne, včasih pobijajo njene otroke. Se predstavlja, da je tukaj en naredil to, kako je lušna deklica, moj otroc.
In pač to upravi, ne, in pride policija in ga odpeljejo k sodniku in gospod sodnik, sodnik tako reče, kaj se zmeša, kaj sem naredil, gospod sodnik, jaz sem se res počutil kot lev. Sodnik, pa gospod nisem pomislil, dajte ga spustiti na sebe, a ne vidite, da je nedolžen, pa dajte mu za potne stroške. Kaj vse rečejo ljudje, ne, ko srečajo vegane? Ne, ampak prednost veganstva je to, ne, če ste kdaj hoteli kaj eksperimentirati s psihodeličnimi drogami, ni treba. Sam postanete vegani in pol vsi tako, da se počutim kot lev, rastline čutijo bolečino. Tudi Hitler je bil vegi. Tukaj večina veganov naredi eno veliko napako. Sam nič naravno vode. Tukaj večina veganov tako reče, ne, ni bil vegi. Mislim, če je bil vegetarijanc, vegan pa sigurno ni bil, pa ono pa tretje, kukor da če bi pa bil vegetarijanca, pa kaj tazga, bi bilo pa pol vegetarijanstvo slabo zaradi tega, ne. Jaz mi rečem, ko mi to nekdo pove, a veš, Hitler je bil tudi vegan, mislim, vsi, whatever, kako reče, vegetarijanc, jaz rečem, a res? Noro, wow, hudo, ne, to pa res nisem vedel, in pol Dani, pa kaj s tabo, se rekel sem, da je Hitler, je bil vegetarijanc, si pa tako vesel. Wow, noro. Mu rečem, a veš, koliko ljudi je Hitler pobil? Živali pa pustil na mer. Kako morate reči? Mislim, kje je logika tukaj, ne? Pa reče, da pa, ne vem, mogoče pa velja tvoj argument, mislim, on ti reče tako, ne? A veš, Hitler je bil vegetarijanc in Hitler je bil slab človek. In Dani, ti si vegetarijanc in ti si slab človek. To je ta logika, ne? Pa tako, ja, mogoče pa drži pač ta argument, pa gremo proba, če deluje na Stalin. Ja. Stalin, ki je pobil še več ljudi kot Hitler, ne? Stalin je jedel meso in Stalin je bil slab človek, še hujš kot Hitler, bi lahko rekel, ne? In ti, prijatelj, ješ meso in ti si slab človek. Še hujš kot Hitler. Ne, ampak ne, sej. A veste, da je imel Hitler res, imel ful rad svojega psa, ne? In pa rečete prijatelju, ne, pa nimaš ti psa, a ga imaš rad? Zloba. V glavnem, veganstvo je takšno, kakršno je, ne glede na to, kaj je Hitler delal, ne glede na to, kaj je Hitler jedel. To je vse, ima kdo kakšno vprašanje, oziroma ne vem, če imam čas. Ok, gospa je dvignila roko, sam bom probal, kakor se da na Hitler, samo vemo. Jaz bi rada, da bi to povedali, ko pravijo ljudje, da je veganska prehrana dražja od ostale. Ja, ni, a je fižol dražji kot šnicel? Ne. Vsi govorijo, to je tako drago. Ja, vsi govorijo o neumnosti, pač to je to. Seveda je lahko dražje, če kupujemo neke fancy, ne vem, veganske šnicle, ampak po drugi strani lahko pa tudi fancy, ne vem, mesojedniške šnicle kupimo, ki so podragi. Ne, veganska prehrana je cenejša. V nerazvitem svetu jejo veliko manj mesa, veliko manj živalskih izdelkov. Hvala.